Jaz sem želel izkoristiti priložnost, da se predstavim. Ime mi je Peter Janeš in ker govorimo o mednarodnem dnevu boja proti homofobiji, bi rad samo povedal, da smo se s tem sprijaznili tudi po stranki Mladih Slovenije in to na en tak kontra način in sicer na to, da smo dali priložnost članov naše liste, ker zaenkrat še ne bi radi povedali, kdo je, ampak da javnosti predstavimo, da ni nič narobe, če je oseba istospolno usmerjena in želi kandidirati na javno funkcijo. Hvala lepa. Miha Lovnik, aktivist in sociolog. Najprej bi jaz komentiral in se zahvalil vsem štirim gostjam, ker sem med samo predstavitvijo spoznal, da pravzaprav vsaj tri predstavljate zaveznice, s katerimi praktično že 10 let osebno sodelujem in sem sodeloval kot aktivist in sem tekom te razprave ugotovil nekaj, kar se mi zdi pomembno na tem smislu načina, kako smo delovali. Če na enem področju zame osebno, ki sem se v določenem obdobju angažirano ukvarjal s to tematiko, ki so pomenila neko podporo v okviru izobraževanja, v okviru družbene vede, Mateja Demšič podporo pri delovanju na lokalni ravni in z Aleni Poško smo sodelovali pač v okviru zakona. Sem gotovo, da je bilo veliko stvari premaknenih naprej v teh naših pač odnosih, ki pa so bili tipično nepolitično pravzaprav strateško načrtovanje. In v tem smislu mislim, da smo v zadnjem obdobju zelo veliko dosegli na način teh zavezništv prepričanih, ki so zelo pomembna, ampak da dejansko smo se pa soočili seveda tudi situacijo, kjer nismo uporabljali naše teme, naše agende, niso vstopile v hierarhijo političnih prioritet. Torej nismo uporabljali, ne bi se izključil to zakaj, samo na nivoju analize, tema ni bila prioriteta pač tistih centrov moči, ki bi, kadar so imeli oblast, pravzaprav to lahko politično tudi izvedli. In to se mi zdi pomembno, zakaj je tem trenutku. Jaz pač reakcijo ena od predsednic političnih stran na okroglo mizo, na kateri je predsednica druge politične stranke zavzela stališče o potrebi po ureditvi porok, gledam predvsem in popolnoma z političnega vidika. In kot taka, mi vemo, da je to stranka, ki je izgubila volitve v parlament, ki je v zadnji preteklosti pograbila vsakršno temo, ne glede na to, kako globoko je ta ležala in je pravzaprav smo tukaj samo objekt te pozornosti. In ne vem, če v bistvu seveda lahko daleč vidimo z tudi analizo tega, kaj vse to predstavlja. Jaz mislim, da se zapletanje v ta diskurs, da avtomatično pomeni izgubljanje za nas. Ker tle gre z ene strani za preverjeno igranje na preverjeno obstoječa čustva. Kar vemo, zdaj, katera ciljna skupina je tokrat tista, mi smo očitno bomo radili del kampanje za volitve v Evropski parlament. In spet bomo verjetno radili del te kampanje ne pripravljeni strateško. Torej, verjamem, da neke politične stranke levo od sredine bodo to tudi izkoristili, ampak ne verjamem, da bo to zdaj nujno uspešno, zaradi tega, ker je pač motiv nekaj drugega. Motiv ni reševati to področje, ampak je motiv pravzaprav nasloviti svoje tradicionalne volivce v tej temi. In da meni se zdi to zelo pomembno, ko enkrat pademo v področje političnega, se v bistvu naše siceršnja delovanja so frustrirana, ker tukaj za čisto druge razloge za delovanje. Ni pa nujno to merilo tega, kako uspešni smo pri tem delu. In kar se me zelo veseli, da je bilo izpostavljeno
vprašanje tega članka. En aspekt sem še zaznal v njem, ki pa je bil končni, pa se mi zdi še najbolj problematičen. Ne? In logika razmišljanja, ki jo je pač Pančič ponudil, je bila naslednja. Namreč on ugotavlja neko feminiziranost spola, ampak tisto, kar je pa vrhunec argumenta, je pa pravzaprav hkratno ugotavljanje, da te moški, na katere so pesticidi vplivali, niso več sposobni moralni drž in odločitev. In to se mi zdi najbolj problematično. V celi tej zgodbi, to je vrhunec tej zgodbe, ne? Ker avtomatično pripiše nekim oblikam, stanjem, načinom, tudi posledice na to, kako se to obnaša, recimo v smislu moralno. In tukaj treba žal za ta isti mehanizem, ker s tem seveda tudi pove, da tudi ženske pa sploh niso sposobni moralnih odločitev in nekih moralnih drž. In tukaj je en zelo nevaren ključ, da očitno se neki nastavki višejo, na katere moramo odgovarjati. A je mogoče, ker je ena sfera, ki tukaj manjka, pa bo zelo pomembna za naprej, se mi sfera dejansko zdravstvenega sistema. Namreč, če bomo nadaljevali po tej poti, da bomo pravzaprav poslušali na sistemski ravni, poslušali v bistvu mimo tem, pustimo ob strani, kaj se bo dogajalo na politični ravni, ampak tudi če ne bo ravno tež, tudi če bo kriza tista, ki bo določala. Mislim, da bomo mi vsi delovali še vedno naprej. In v tej ravni smo v bistvu šibki v enem sistemu, če recimo vemo kako, in je pa malo podobne posledice kot izobraževalni, ki ga predstavlja gospa Košca. Namreč problem je, da je odvisno od tega, v kateri šoli odraščaš, namreč je odvisno od tega, kako boš prišel skozi vse ideje. To je problem, če to ni sistemsko rešeno. Ker pač je odvisno od tega, ali se tvoji profesorci zdi to normalno ali ne. In ti lahko in marsikomu še vedno zapečati vsoto. In zelo podobno se pravzaprav lahko dogaja tudi v okviru zdravstvenega sistema, ki je pač odvisno od tistih, ki so tvoji zdravniki ali ne, in tudi pač predvsem v mladih, na kakšen način te podpirajo v težavah, če jih imaš ali pa te ne. To je mogoče. Miha, hvala lepa.